Torej, lahko naj že v začetku povem, da bo tudi čas za vaša vprašanja. Jaz bom začela, potem pa bom absolutno predala mikrofon tudi med vas, tako da če imate kakšno vprašanje, si ga lahko morda artikulirate in že čez nekaj minut ga boste lahko tudi zastavili. Torej, gospod Miran Zupanič, kako se je nekako začel ta film, kako se je začelo vaše raziskovanje tematik, ki jih obravnavate v tem dokumentarnem filmu? Naša filmska ekipa je že leta 1993 snemala v času vojne v Bosni in ta gradiva, ki ste jih tukaj videli, so razen te ene minute vsa iz tega obdobja. Tukaj je bil glavni, da tako rečem, Franci Zajc. Skratka, in iz tega obdobja smo ohranili dobre odnose, stike z bosanskim, bi rekel, miljejem. In Franci mi je potem leta 2019 pač povedal za to zgodbo tega sarajevskega safarija. Jaz moram reči, da sem bil pretresen, najprej pretresen ob tem, kar mi je povedal. Moram reči, da sem tudi bil zelo skeptičen do tega, bomo sploh koga lahko dobili, da bi to zgodbo posneli, ampak on je imel v rokavu že tega prvega slovenskega pričevalca. Potem smo med leti 2019 in 2022 v bistvu vzporedno razvijali projekt, snemali, raziskovali in tudi že montirali. In potem leta 2022 se je v bistvu ustavilo, bil je COVID in odločili smo se, da smo prišli do neke točke, ko v bistvu več ne moremo s temi našimi, bi rekel, zelo omejenimi resursi pripeljati zgodbe naprej in smo se odločili, da zaključimo in iz tega torej definitivno naredimo film, gremo s tem v javnost. Torej vse to se je dogajalo v času, ko je bila to tematika, o kateri se absolutno ni govorilo, niti nič vedelo. Kako je potem sploh potekalo vzpostavljanje stikov s protagonisti? Kako ste vzpostavili stik tudi s tem poročevalcem, ki ima morda največ informacij, pa seveda s to pričo, očividcem? Franci se je z tem prvim, tem Slovencem, saj upam, da se razumemo, tem anonimnim pričevalcem poznal že od prej. Ni pa vedel in je tudi vedel, da je hodil v Bosno, ni pa vedel torej, da je bil priča temu dogajanju. No, potem je toliko cajta vrtal v njega, da je on potem na koncu mu pač povedal, kar mu je povedal. Tako da dejansko, ko sem jaz stopil v projekt, smo mi tega prvega pričevalca že imeli. Moram reči, da je neverjetno naključje ali pa ne vem, sreča ali ne vem točno usoda, kako bi to imenoval, pravzaprav pripeljali torej do tega, da smo mi prvega človeka, torej da je Franci prvega človeka dejansko našel v Ljubljani. To je nekaj neverjetnega v resnici, ne. Potem do drugega je potem Franci, ki je zdaj bil že opogumljen s tem, da imamo enega človeka, smo ga tudi že posneli, je potem prišel Franci preko svojih bosanskih, torej sarajevskih zvez, to je do tega oficirja bosanske vojske, kar je pa zelo, ker smo ga tudi seveda potem hitro posneli, potem pa, kar je zelo pomembno, to so pa ljudje, ki niso v filmu, dobili so tudi kontakte z srbsko stranjo, z ljudmi, ki so sodelovali v logistiki, najprej so rekli, da so pripravljeni sodelovati pri filmu, stopiti pred kamere in tako naprej. No, pol pa dlje časa, kot je vse skupaj trajalo, vedno bolj si je ta njihova volja, da sodelujejo, usihala, pol je bil še COVID, pol so pa dejansko rekli, da ne želijo na noben način sodelovati, ker logično bi bili preveč ogroženi, varnost bi bila postavljena v vprašanje seveda. In zdaj, čeprav ti srbski viri se filmu niso pojavili, torej ne nastopajo, so za nas bili zelo pomembni, ker smo torej imeli potrditev tega pojava še torej iz tretjega neodvisnega vira, z tretje neodvisne strani. Do žrtev smo pa prišli na ta način, da v Sarajevu obstaja društvo staršev ubitih otrok in potem smo posneli celo nekaj več teh staršev, ker smo takrat še računali na to, da bomo imeli torej tudi te srbske še pričevalce. Do tega Faruka Šobanovića, tega moškega na invalidskem vozičku, smo pa prišli, bom rekel, med snemanjem. Enostavno pogovarjali smo se in potem nekako, on je bil sicer na MIT-u v Ameriki, ampak čisto slučajno je bil takrat v Sarajevu in smo se tako rekoč v nekaj urah dogovorili, da bo sodeloval. No, in zdaj, če se pomaknemo v leto 2026, kako vam je spremljati zdaj to neko drugo življenje filma oziroma kaj se zdaj dogaja, kakšen je vaš odnos do morda novinarskega pa tudi sodnega odziva na ta film, tudi glede na to, da ste poleg tega, da ste režiser, tudi pravnik po izobrazbi? Zdaj, film, to je zdaj v bistvu drugi val zanimanja za film. Mi smo film predvajali
septembra leta 2022, potem je bil tudi oktobra predvajan po tej koprodukcijski hiši Al Jazeera, imel je strahoten medijski odziv, nepričakovan, zelo velik. In potem so se nekako glasovi malo umirili, dokler ni novembra lansko leto milansko tožilstvo začelo preiskave v tej zadevi na pobudo pisatelja Ezija Gavacenija in zdaj se torej dogaja v bistvu ta drugi val. Mislim, to je res neverjetno, da je lahko film pravzaprav sprožil ali pa spodbudil neke raziskave. Zadnjič ste omenili, da je velik privilegij tožilstva zdaj tudi to, da imajo dostope do nekaterih arhivov, do katerih vi niste imeli dostopa. Torej, kaj se vam zdi, da na kakšen način je lahko film zdaj posegal v to, kar se dogaja, na kakšen način ste vi tudi, verjetno so vas novinarji tudi kontaktirali v veliki meri, s čim ste jim lahko pomagali kot tudi raziskovalec, no? Jaz ne vem, jaz mislim, da sem imel, ne vem, čez 100, ne vem sploh, ker jih ne štejem več, novinarjev, ki so se zanimali za to tematiko. Vsem sem pač poskušal pomagati po svojih najboljših močeh, to se pravi na način, da sem jim omogočil dostop do filma, ker spraševali so ljudje, ne vem, od Finske do Irana, če rečem, do Španije in tako naprej. In en od njih je bil tudi Ezio, na ta način sem torej tudi njemu omogočil, se pravi, dostop do filma in tudi do teh kontaktov, ki sem jih smel deliti, pač do tega anonimnega Slovenca ne, ampak recimo Edin Subašič ni imel s tem nobene težave, na primer, ne. In mislim, da ravno ta medijski odzivi, ti medijski množični odzivi so v resnici pripeljali do tega, da se je zanimanje javnosti okrepilo in tudi konkretno Ezio je pravzaprav iz medijev izvedel za torej ta safari, za film, in tako nekako mediji so bili ta vmesna faza, ki je zdaj potem pomagala torej premakniti zadeve seveda do tega, da je prišlo do Ezija in potem, da je to on potem premaknil na tožilstvo, ne. Zdaj, trenutno je iniciativa na tožilstvu, ker mislim, da tožilstvo pač za razliko od nas civilnih, da rečem filmarjev, ima vendarle dostope do uradnih arhivov, predvsem zdaj tukaj obveščevalnih služb policije, tudi možnost pozvati na zaslišanja posamezne priče oziroma osebe, in v resnici zdaj zelo nekako čakam, kaj se bo pravzaprav zdaj zgodilo v tem delu zgodbe. Omenjali ste strahove, nekako, kar se tiče lastne varnosti pri pričah in pričevalcih. Verjamem, da tudi vi ste verjetno čutili nek strah kot avtor, ampak je pa neverjetno to, kako je Edin Subašič pa nekako šel preko svojega strahu. Kaj se vam zdi, da ga je motiviralo pri tem, da je bil pa tisti, ki si je upal spregovoriti o tem? Mislim, da smo se vsi morali soočiti pač z dejstvom, da se podajamo v neko tvegano podjetje, če tako rečem, in kar se mene tiče iz dveh razlogov. Prvi zaradi neverjetnosti zgodbe kot take, se pravi, kako jo torej utemeljiti za argumenti, ki niso spektakelski, ki res slonijo torej na dejstvih. In zdaj pa mene kot režiserja pa seveda vedno je tudi odkrito povedano strah, ali bom to zgodbo znal dovolj dobro povedati, da bo nagovorila gledalca. Zdaj drugi del je pa pač ta, torej, ko se enkrat odločimo, da bomo nekaj naredili, ne, pač se vsi ti strahovi morajo malo umakniti nazaj in tu dejansko smo vsi. In oba dva pričevalca in tudi na koncu koncev žrtve, ki so se tudi zelo izpostavile, ne, smo pač šli preko tega, zato ker smo enostavno res čutili, pomeni eno zavezo, da predstavimo javnosti to, kar vemo, rečemo čisto enostavno, ne. To je zaveza do javnosti v bistvu, ne. Tako, zdaj pa, če je kakšno vprašanje iz publike, lahko dvignete roko. Ja, živijo. Jaz bi v bistvu samo vprašala, če ste ugotovili, mislim, skozi raziskave in pogovore tudi z ljudmi, ki niso v filmu, kakšen je bil obseg, v bistvu, koliko ljudi, mislim, če ste slučajno prišli do teh podatkov, koliko ljudi je hodilo to delati, no? Se pravi, nekoliko je bilo žrtev, koliko je bilo ljudi, ki so izvajalci. Ja. Jaz sem se zelo dosledno držal načela, da v film dajem izključno informacije, ki so bile nam povedane oziroma dane. Zdaj, če ste bili pozorni, reče tale slovenski pričevalec, da je videl, mislim, da reče 7 strelov. Se pravi, tukaj se
tukaj ne ugibam, tukaj citiram. Tako da dejansko odgovora na to nimam. Bi pa navedel, da sem zasledil v tej knjigi, ki je torej Ezio, mislim, da je šla 17. marca, napiše, citira tam nekoga, ki je imel vzdevek Francoz, da ne bi bilo iz Italije 220 ljudi. Ampak pravim, to je neka posredna informacija. Vzamite knjigo, preberite, boste kaj več zvedeli. Ok, jaz bi vprašala pa še to, kakšno je bilo sodelovanje, če smo prav razumeli, je velik produkcijski del nosila tudi Al Jazeera. Na kakšen način so se vključili, s čim so vam lahko pravzaprav pomagali pri produkciji filma? Mi smo imeli zelo, zelo skromen budžet. Mislim, da tam nekje okoli 60.000 evrov. Koliko? 40? Imeli smo 40.000 evrov budžet. To je bil budžet iz slovenskega vira. To je format portret enega pesnika, ki je predvčerajšnjim umrl in zdaj bomo naredili en mali dokumentarec. To je bil tak budžet. Tako da nam potem je Al Jazeerin prispevek, mislim, ti me popravi, Dani, je bil 20.000 evrov v, bi rekel, postprodukcijskih storitvah in pa 4.700 evrov za tisto 1 minuto posnetka tega ranjenega Faruka Šabanovića, se pravi, rečemo skoraj 25.000 evrov. Se pravi, mi smo to naredili v resnici, zato sem tudi jaz podpisan pod pol, da rečem, snemanja oziroma kamere iz 2 razlogov. Prvič, ker smo želeli biti tudi diskretni, pa drugič zato, ker smo pač res varčevali na vsakem koraku. No. Je pa bil zelo velik prispevek potem Al Jazeere, prvič, ker smo potem film predstavili septembra na njihovem festivalu v Sarajevu, kar je imelo enormen medijski odziv, in potem so imeli tudi predvajanje, kjer je bilo recimo v prvem predvajanju čez 300.000 gledalcev, kar so oni ocenili kot izjemno gledanost. No. Moram povedati, da nas na Sarajevski festival niso sprejeli v program, kar je bil za mene tudi en manjši šok, ker sem pač želel film predstaviti pred domačim občinstvom in sem bil kar malo žalosten, ker nas niso sprejeli na Sarajevski festival. So ga pa potem, se pravi, ta Sarajevski festival je avgusta, so ga pa potem septembra predvajali na dokumentarnem festivalu, ki pa ga je organizirala v Sarajevu ta Al Jazeera, tako da smo precizni. Jaz bi mogoče zaključila s tem, da me zanima, a protagonisti, predvsem žrtve ostrostrelcev, ali oni sledijo temu dogajanju zdaj, vsemu, kar se dogaja v Italiji, oziroma a so stopili v stik zdaj z vami ponovno ob tem drugem življenju filma? Zdaj najprej moram povedati, da se v Sarajevu oziroma v Bosni še vedno zelo veliko pozornost spremlja dogajanje okrog Sarajevskega safarija, da je to praktično vsak teden neka novica, da zelo pozorno spremljajo, kar se dogaja v Milanu. Kar se pa žrtev tiče, recimo ta starša Stana in Samir Čišić sta recimo prišla na projekcijo filma, takrat, ki je bila, ne vem, pred 600-800 ljudmi, nekaj takega, medtem ko pa recimo Faruk Šabanović nekako ni zmogel te moči, tako da mislim, to so tudi za njih velike travme. Ne? Tako, zdaj, razen če je še kakšno vprašanje, bi se zdaj na tem mestu poslovila. Zdaj, če gremo nazaj na začetek, da naredimo en tak krog, zahvalimo seveda pesnici Ani Manfredi ter likovni umetnici Rozeli Centilin za njun uvodni prispevek umetniški. Ja, in potem seveda Danici Ikovic, pa Franciju Zajcu in seveda režiserju Miranu Zupaniču. Se res opravičujem tudi za zdaj to nenadno menjavo tematike, ampak vabimo vas tudi naslednji mesec. Cikel slovenskega filma se nadaljuje tudi v mesecu maju, prikazali pa bomo neodvisni slovenski film Zemljokrast Žige Virca in Ize Strehar. In kot predfilm bomo prikazali kratki film Julka, ki je nastal po motivih zgodbe Borisa Pahorja, ki bo pač kot predfilm vodil potem v celovečerec. In gostili bomo tudi režiserko Valerijo in to bo sledi 7. in 8. maja. Jaz bi vam seveda za konec položila na srce, da si karte zagotovite čim prej, ker kot vidite na ciklu slovenskega filma v Italiji karte grejo zelo hitro, tako da za tisti krat, da ne bo, morda bo spet veliko zanimanje. Nasvidenje, lep večer. Buona serata e grazie.